Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Domžal, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Pred nami je edina sobotna tekma tretjega kroga. Domžalčani gostijo Tabor iz Sežane. Vsekakor je pred nami zanimiv obračun, eni in drugi pa se podajajo v lov za svojo prvo zmago v tej sezoni. Doski krasno za Ileniča. Ilenič do strela, žoga je letela v bližnji vratarjev kot brez težav Koprivec. Kvao neuspešen, Husmani odlično na sredini in potem takoj žoga za Sajtovskega. Sajtovski ima priložnost, Koprivec pa pravočasen tudi v drugem primeru, ko je bila potem žoga za nekaj časa. Kupovič, Šojsen Gajer, skoraj da je prišel do nevarnega strela, pa padec v kazenskem prostoru, igra gre naprej, Sajtovski in gol! Krasna žoga na oddaljenejšo vratnico, tule zdaj tudi nagrada za to, da niso pretirano protestirali, čeprav so želeli najstrožjo kazen, ampak igrali so naprej in v izteku 14. minute prišli do vodilnega gola. Slobodan Vuk pa tisti, ki je okronal tole premoč Domžal v teh uvodnih minutah, njegov prvi zadetek v tej sezoni. Potem prenos na levo, Letaj, na levi strani Kljun, ki je dočakal podajo, Kljun odločil se za preigravanje, Kljun do strela, žoga je letela v bližnji vratarjev kot in Mulalič jo je brez težav ukrotil. Kupovič, dobra žoga, Šojsen Gajer ima priložnost, vratnica. Na to odgovarjajo zdaj njegovi soigralci, Kali do strela, Mulalič je žogo zadržal. Ni bilo tu potem dovolj odločnosti strani Kljuna in Letaja, zdaj pa priložnost za protinapad, tole je lahko nevarno. Kupovič s peto nazaj, Vuk do strela, ampak na pravem mestu, Janko Privec. Nikolič, lepo za Kljuna, Kljun na desno, kjer je Kali do strela, danes je že demonstriral, kako nevaren je lahko z levico. Tam je poskušal Hodžić, ni uspel žoge zadržati in še enkrat Nabil Kali. Že v kazenskem prostoru, tole je zdaj lahko nevarno, Kali proti bližnji vratnici. Sežanski Tabor, na to prenos igre na desno, Kvao in Nabil Kali. Rad se povleče na tisti svoj naravni položaj, zdaj gre proti sredini, spet išče strel. Nevarna žoga je bila to za Mulaliča in znova kot. Šojsen Gajer, vratnica! Že v prvem polčasu je stresel vratnico Šojsen Gajer ampak zdaj so se Domžale uspele ubraniti. Poglejmo, če lahko krenejo tudi v protinapad. Ne, zapravil je žogo Strajnar. Pa preigravanje Toliča, Tolič do strela, Tolič, to ni bilo slabo, čeprav je žoga zavijala v stran. Morda celo že eden izmed zadnjih poskusov za Tabor, Kali. Našel je Korošca, Korošec potem v kazenski prostor, Iskaj, pa priložnost za strel in gol! Kakšen golaso, 95. minuta, veselijo se gostje, veseli se Tolič tule za res fantastična akcija. 95. minuta in nekako morda celo kazen za domače, za vse zapravljene priložnosti. Veselje Dušana Kosiča, tu je bil brez moči Ajdin Mulalič, videli bomo v ponovljenem posnetku, kako ga je žoga preletela. Tolič pa do prvega gola v tej sezoni, v prejšnji sezoni je upisal asistenco. Simon Rožman, bili ste zelo jezni, nekako že v zadnjih 15 minutah ob robu igrišča, poskušali z menjavami, da bi ekipa imela tisti ritem, ki ga je imela, pa vseeno potem prejeti zadetek v sodnikovem dodatku. Kaj je šlo narobe v drugem polčasu, ko je imel Tabor nekako več posesti? Ja, drži, zelo dober prvi polčas. Mi je žal, da nismo šli mogoče na dva razlike, tiste dve stative. Potem pa nerazumljiv padec zadnjih 20 minut, nekako si nismo dveh pasov mogli sestaviti.
se nekako, ne vem zakaj, povlekli nazaj, normalno je tudi Tabor približal golu. In mi je zelo žal, da nismo vzeli treh točk, bom rekel spet, tako bom rekel po otročje, smo rekel zgubili tekmo v samem koncu. Ste pričakovali vseeno, da bo Tabor tako pritisnil na koncu, so vas morda s čim presenetili varovanci Dušana Kosiča? Ne, predvsem smo mi presenetili sami sebe, da mi nekako da bi dvakrat mogoče obrnili stran, da bi lahko zadevo umirili. Praktično vsako žogo mi, ko smo dobili, smo dali mimo noge in to je bil, mislim, da ključ tega, da je potem Tabor prihajal blizu našega gola. Tako da, rekel, sami smo si zakuhali tekmo in nekaj druga, ko spet, bom rekel, iz Rudnika kopat, da bomo pač nekoč boljši. Drugič zapored se je zgodil ta padec, čemu to pripisati? Ne vem, enostavno bomo analizirali iz tekme v tekmo, tako kot sem rekel, vemo kakšna je ekipa, vemo kje, bom rekel, so naše težave, ampak nikaj. Pred nami je nov teden, treba se, bom rekel, spočiti in preko treningov poskušati, bom rekel, pokazati kvalitetnejšo predstavo, ki bo na koncu nagrajena ali pa ne z 3 točkami. Simon, srečno in hvala. Hvala. Dušan Kosič, prišli ste do prve točke v tej sezoni, zagotovo vam je padel oziroma se odvalil kamen od srca, videlo se je, kako ste bili v tekmi, pa pospremili na koncu tudi tale Eurogol za 1-1. Kaj pa nek splošen komentar tekme, prvi polčas nekoliko slabši, drugi pa boljši z vaše strani? Ja, imeli smo težave z domžalsko agresijo na začetku tekme, kjer nismo bili dovolj kvalitetni, dovolj blizu. Premalo duelov smo dobivali, seveda drug polčas smo stopili više, bolj agresivni smo bili, dobivali te duele in si ustvarili celo vrsto nekih situacij, pa evo, kanček sreče na koncu, krasen strel, škoda, da ni na kakšni tekmi prej prišlo. Nabil Kali z odlično predstavo, vse tako se je zdelo zelo dejaven v napadu, pa tudi nekateri preostali novinci. Kako ste zaenkrat zadovoljni s tem, kako se vključujejo v vašo filozofijo? Pa ja, ekipa se sestavlja, je zelo mlada, praktično smo zdaj verjetno najmlajši v ligi in seveda rabimo čas, rabimo tudi jezik je problem, treba se uskladiti, treba neke principe spoznati. Te fantje, ki so že dalj časa z nami, jim je nekoliko lažje, pa vendar so vsi neko vodilno vlogo zdaj dobili v ekipi, tudi tisti, ki v preteklosti niso veliko igrali, tako da se sestavljamo. Želja je bila, da bi čim prej nekaj točk osvojili, ampak evo, tretja tekma, se nam zadeve komplicirajo, imamo neko svojo pot in je pomembno, ta točka res je nekako pomembna za to, da začnemo verjeti, da se pogumno postavimo gor. Seveda so imele Domžale danes zaradi te naše visoke igre tudi nekaj priložnosti, ki jih na srečo niso zadeli oziroma smo jih rešili, ampak se pravim, ekipa je mlada, želim, da se poveže, da verjamo en drugemu, da so dobri in da na naslednjih tekmah podobno igramo. Dušan Kosič, hvala, miren teden in srečno. Hvala vam. Mitja Ilenič, drugič zapored, zelo pozno prejeti zadetek. Kaj se dogaja v obrambi Domžal v teh sklepnih minutah? Pa ja, nekako prvi polčas dominiramo, smo boljši nasprotnik, dosežemo tudi zadetke. Potem v drugem polčasu nekako proti koncu tekme pade koncentracija, prejemamo takšen brezvezen gol. Danes smo bili skozi celotno srečanje boljši nasprotnik. Sicer smo jim v drugem polčasu prepustili prebudo, ampak tak je fuzbal, no, kaj ćemo. Je to nekako davek mladosti, neizkušenosti? Pa ne bi rekel, da tu mladosti, kaj igra vloge, pač mi igramo vsako tekmo na 3 pike, mislim, da se to opazi na terenu. Zdaj te napake bomo morali analizirati, popraviti in tako v sezono iti čvrsto. Hvala in srečno. Hvala. Na koncu junak Tabora, Tomaren Torič, dolgo časa ste lovili zadetek, zdaj prišli do prvenca v prvi ligi Telemach. Danes pa sicer težka tekma, ampak na koncu nagrajeni, prišli ste do točke. Da, prišli smo do te jako bitnoga boda. Uvijek neugodno gostovanje tu u Domžalama. Domaćini uvijek tvrdi, neugodni. Mi smo se dogovorili da idemo po nekakav bod. Eto, na kraju nam se isplatilo. Na kraju krajeva, eto, krvariš cijelu tekmu. Kad je takav trud, kad je sve na 100%, to te nagradi prije ili kasnije. Mi smo čekali dugo, ali eto, dočekali. Dosegli ste fantastičen gol. Ste videli, kje stoji vratar, namerno plasirali žogo v visok kot? Ja, pričakovao sam da bi vratar bio u prvom kutu. Sam je digao na drugi kut, rekao sam ako on je dira, možda se nađe neki moji suigralci, pa eto, sreća ušla je. Super, hvala in srečno. Hvala.